Odločil sem se, da bom kar prebral, da bom v čim krajšem času čim več lahko povedal. Doslej je veljalo, da je Primož Kozak svojo dramsko sodobno teatrologijo ustvaril v 2 sunkih, med njima pa se je vleklo 7 suhih let. Toda 4. knjiga njegovega zbranega dela odpira vpogled v drugačno resnico. Tekstno-kritična izdaja v njegovi zapuščini ohranjenih različnih rokopisnih dramskih osnutkov in delovnih zapiskov od leta 1961 do leta 1967 namreč dokazuje, da je bilo obdobje med dramama Afera in Kongres obdobje razgibanega ustvarjanja. Kakor opozarjam v komentarju k izdaji, je bil čas njegovega dramskega snovanja po aferi tudi čas vzpenjanja tako imenovanega liberalizma v Zvezi komunistov Slovenije. Bil je tudi čas razmaha revije Perspektive in čas kritičnega odzivanja njenih piscev na dogajanje. Bila je tudi vroča pomlad, kakor je označil Andrej Inkret, za leto 1964, se pravi čas razbitja uprizoritve Rožančeve Tople grede, pridušitve takratnega študentskega protestništva ter zatrtja perspektiv. Bil je tudi čas infernalne situacije, kakor se je aprila 1966 ob samomoru mladega pesnika Aleša Kermavnarja izrazil dramatik. In prav zato tudi čas dramatikove zavezanosti sporočiti svoj koncept v družbi in posamezniku v njej. Kozak je v skladu s svojo tezo o ontološki funkciji gledališča, kakor jo je opisal leta 1961, predstavil tokove, spopade in preobrate v slovenski sočasni stvarnosti. Bil je pripadnik povojnega kritičnega rodu intelektualcev. Že leta 1955 je v svoj esej o kritiki vpisal ugotovitev, da je v sodobnem slovenskem svetu v ospredju vprašanje človeške integritete posameznika, se pravi vprašanje, na kakšne etiške in filozofske temelje naj človek postavi svoj nazor in svojo človečnost. Zato ne preseneča, da Kozak tudi v dramskem snovanju v 60. letih predvsem raziskuje možnost, zmožnost in uresničenost intelektualca in intelektualske skupine v družbi podvrženi polaščeni politiki. Med drugim v nekaj zaporednih različicah dograjuje tip intelektualca, največkrat poimenovanega opozicionalc. Ta možni nosilc perspektive vsakič zadene ob zlorabo in onemogočanje njegove akcije. Ob tem bi lahko pomislili tragično. Toda dramatik neprikrito govori o nezadostnosti in ontološki praznosti intelektualcev. Njegovo najgloblje izhodišče je namreč kritika, filozofska in etiška kritika, še zlasti kritika in avtokritika intelektualstva. Torej prav tisto, kar potrebujejo vsi časi. Hvala lepa.